Rudolf Maister je heroj, ki ne deli, je heroj, ki združuje in je začetnik borbe slovenskega naroda na poti k lastni državnosti. Drage Kamničanke, dragi Kamničani, dovolite mi, da vam iskreno čestitam ob prazniku našega velikega rojaka, občini Kamnik in vam, gospod župan, pa želim, da se razvija v dobro in korist vseh. Hvala lepa. Spoštovane Kamničanke in Kamničani, lepo pozdravljeni strani občine Kamnik in iskrena hvala že takoj na začetku, da ste svojo prisotnostjo tudi vi na nek način podprli oziroma dali težo praznovanju praznika občine Kamnik, ki ga od leta 1997 praznujemo na rojstni dan našega velikega rojaka, generala Rudolfa Maistra Vojanova. V mesecu marcu v občini Kamnik z različnimi dogodki in prireditvami, odprtji in praznovanji obeležujemo občinski praznik, katerega obhajamo na obletnico rojstva našega rojaka, generala, pesnika, stratega Rudolfa Maistra, ki je bil v Kamniku na Šutni rojen 29. marca 1874. V ponos in v čast nam je, da kot edina občina na rojstni dan generala in domoljuba Rudolfa Maistra praznujemo praznik občine Kamnik. Kamnik je bil vedno med prvimi, ki so dali čast in priznanje našemu rojaku. V 70. letih so mu postavili spomenik, v 90. letih je bil 29. marec izbran za občinski praznik in tudi ta naša današnja prisotnost priča o tem, da nam general Rudolf Maister pomeni veliko. In prav je, da se vsako leto znova spominjamo dejanj, ki jih je naredil naš rojak za naš narod, za našo domovino, za Slovenijo. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste počastili dan naše občine. S ponosom lahko danes rečemo, da je Kamnik mesto po meri človeka, da smo ohranili občutek za prepoznavanje priložnosti. Ta občutek je pomembna lastnost za razvoj posamezne družbe. Ni namreč zadosti znati prehajati iz ene v drugo priložnost. Pomembno je priložnost zaznati, ko se leta še rojeva, in jo biti pripravljen, ko se rodi, izkoristiti v najboljši možni meri. Naš skupni cilj naj bo ustvarjanje pogojev za enakomeren razvoj vseh območij na področju življenja v občini. Naj si bo to razvoj gospodarstva in spodbujanje ukrepov, ki bodo prispevali k krepitvi kmetijstva, turizma in samooskrbe, ali pretehtana opredelitev rabe prostora, dolgoročne rešitve odlaganja komunalnih odpadkov, skrb za zmanjšanje obremenjevanja voda in kakovostno pitno vodo, izboljšanje cestnega in komunalnega omrežja ali priprava pogojev, ki bodo mladim, ki so naš potencial, ponujali stimulativne pogoje za bivanje v naši občini in hkrati na drugi strani tudi starejšim ustvarjali primerne pogoje za bivanje v jeseni življenja. Za razvoj so potrebna vizija, volja in pogum. Prepričan sem, da je vseh nas tega dovolj, da to zmoremo in se ne bomo ustavljali ob morebitnih ovirah. V preteklem letu smo tako z vašo podporo in neomajno željo ter vztrajnostjo nadaljevali z gradnjo osnovne šole Frana Albrehta, ki bo našim najmlajšim omogočala boljše pogoje za razvoj in učenje. Energetsko smo sanirali Dom kulture Kamnik in stavbo policije.
Prenovili smo kulturne domove po krajevnih skupnostih, zgradili modern center za ravnanje z odpadki v Suhadolah, posodabljali smo športno infrastrukturo, zgradili moderno nogometno igrišče z umetno travo, razsvetlili stadion in odbojkarska igrišča, zgradili otroško igrišče na Gozdu, nadgradili smo sistem izposoje Kamkolo z 2 novima postajama in zgradili kolesarski povezavi do Ljubljane in do Godiča. Ves čas posodabljamo cestno infrastrukturo in razvijamo optično omrežje. Ob vseh priložnostih za razvoj pa veliko pozornost namenjamo najranljivejšim skupinam, starejšim in socialno ogroženim skupinam ter posameznikom. Na vse omenjene dosežke smo lahko upravičeno ponosni, iskreno sem hvaležen vsem, ki pomembno prispevate k razvoju občine, celotni občinski upravi, občinskemu svetu in vsem drugim odločevalcem. V prihodnjih letih bomo naše razvojne moči usmerili v zavarovanje vodnega vira Ivarje in sicer bomo obstoječi vrtini dodali še 2 nove. Prišli smo že do stabilnega vodnega vira na globini 150 metrov pod zemljo in lahko povem, da je voda odlične kvalitete. Tudi ureditev sistema odvajanja odpadnih voda z področja nad zajetjem Ivarje je ena izmed prioritet občine Kamnik. Ker se zavedamo, da na nekaterih lokacijah v Kamniku primanjkuje parkirišč, je občina že pridobila vso dokumentacijo, da počasi umestimo v prostor garažno hišo. Nadaljevali bomo z razvojem infrastrukture, obnovili bomo športno igrišče na Vrhpoljah in zgradili športne površine med novo šolo Frana Abrehta in Toma Brejca ter modernizirali osrednjo športno dvorano. Z vsemi projekti želimo občankam in občanom omogočiti pogoje za razvoj tako rekreativnega kot tudi vrhunskega športa. Ustvarjamo boljše pogoje za razvoj podjetništva, s prenovljenim coworking prostorom Kickstarter nudimo stimulativne pogoje za nova, mlada podjetja in nova delovna mesta. S pripravo OPN-ja, ki ga bomo sprejeli v letošnjem letu, želimo v prostor umestiti še več turističnih in podjetniških idej. Pripravljene imamo odlične strategije za razvoj kulture, mladinskega sektorja in turizma, ki je vedno bolj napredujoča gospodarska panoga v naši občini. Z občinskim proračunom delamo zelo preudarno in razvojno, tako kot v domačem gospodinjstvu. Racionalno, z malo sredstvi poskušamo ustvarjati čim več in najboljše pogoje za naše občanke in občane. Veliko smo skupaj ustvarili, a nenehno stremimo naprej, da bomo ponosna, razvojna in napredna občina, v kateri bodo naši starši prijetno živeli, naši otroci pa si bodo s ponosom tukaj ustvarili družino in razvijali svoje potenciale. Edinstvene danosti nam dajo pogoje, da postanemo najboljši in privabimo tako domače kot tuje turiste, ki se bodo z veseljem vračali v naš prelep Kamnik. Občina Kamnik sodi med večje slovenske občine. Veliki pa nismo samo na področju naravnih danosti in izjemne kulturne dediščine. Občina Kamnik se ponaša tudi z velikimi občankami in občani, ki s svojim delovanjem bogatite našo skupnost. Prav vam je namenjena današnja prireditev. Iskrena hvala in iskrene čestitke vsem današnjim nagrajencem. Brez vas Kamnik ne bi bil to, kar danes je. Spoštovane Kamničanke, spoštovani Kamničani, iskrene čestitke ob občinskem prazniku in z dvignjeno glavo in pokončno držo hodimo naprej in iščemo rešitve, kot jih je to počel naš prednik, general Rudolf Maister Vojanov. Počastimo in praznujmo praznik občine Kamnik skupaj. Srečno Kamnik, Maistrovo mesto. Jabolko, tebi drago, samo ti mu ne trpljaj, koga nemaš rado.